SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novi aktualni temi SBC-ja. V tednu denarja bo govora o denarju, seveda. O tem, koliko, ne da o denarju nič ne vemo, ampak koliko o tem, kako ga pravilno plemenititi, kako ga pravilno zavarovati in tudi kam investirati, vemo v resnici. Čeprav velikokrat poslušamo o prevarah, pa o tem, da so zdaj na voljo neka vlaganja, pa o kriptovalutah, ki so zadnje čase tako popularne, pa se zdi, da je ta finančna pismenost še vedno prenizka. Kljub temu, da če pogledamo številke in se primerjamo z evropskimi državami, finančna pismenost v Sloveniji ni tako nizka, kot bi si mislili. Smo nadpovprečni. Kaj pa to v resnici pomeni? Vse te podatke, vse te pasti in vse dobre nasvete, vsem tem boste danes seznanjeni za to našo mizo tukaj v studiu SBC-ja. Najprej pozdravljam seveda direktorico Slovenskega zavarovalnega združenja, magistro Majo Krumberger, in lep pozdrav. Dober dan. Pa finančnega svetovalca Branko Železnik je z nami, in lep pozdrav. Pozdravljeni. In pa Peter Jančič, namestnik direktorja oddelka za odnose z investitorji pri NLB-ju. Dober dan. Te stvari sem si napisal, ker sem včasih z imeni malce bolj slab, sploh pa z nazivi, ampak ko gre pa za denar, sem pa morda še slabši. Tako da teh stvari pa nimam napisanih, zato ker imam taka zelo človeška, normalna vprašanja pa kar v glavi, pa sej ne vem, kje bi začel. Morda, a gremo s to finančno pismenostjo in s podatki, kje smo res Slovenci? Kdo bo to znal najbolje odgovoriti? Lahko jaz? Lahko, seveda. Hvala. Najprej hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Torej, Evropska unija naredi raziskavo finančne pismenosti po vseh državah članicah in nekoliko presenetljivo glede na izkušnje, smo Slovenci se pri tem odrezali kar dobro, torej nadpovprečno. Predvsem pri teoretičnem razumevanju samih finančnih konceptov smo nadpovprečni oziroma bolj v zgornjem vrhu porazdelitve. Nekoliko nenavadno ali pa kontraintuitivno glede na vse teoretično znanje je pa dejstvo, da v praktičnih primerih pa tudi po samooceni pa smo Slovenci pod povprečjem Evropske unije. To se kaže potem tudi pri samem recimo uporabi ali pa recimo temu penetraciji določenih finančnih produktov v Sloveniji, kot so delnice, vzajemni skladi, obveznice in tako naprej. Vidimo, da se v zadnjem času stvari seveda na praktičnem področju premikajo v pravo smer, kar je absolutno vredno pohvale in spodbude. Je pa tako, ko govorimo o finančni pismenosti, lahko potegnemo paralelo tudi z običajno pismenostjo. Torej, Slovenci smo pismeni, vprašanje pa je, kako smo funkcionalno pismeni. Zdaj, po nekih številkah imamo Slovenci kar 30 milijard evrov nekje pospravljenih. To so seveda bančni računi, nekateri imajo ta denar varno pod svojim polštrom, to je še iz starih časov, pa tudi kakšne druge naložbe so še, pa vendarle 30 milijard evrov je ogromno denarja in tukaj pa pridemo do tistega razmisleka, ali ga znamo Slovenci dobro plemenititi. Vedno rečemo, če je denar samo na računu, je to morda celo najslabše, pa čeprav se nam zdi ne, nihče ne bo z našim denarjem upravljal. Ja, če to nam je... Ja. Morda najprej bi se rad navezal na te misli, ki ste jih prej razdelala. Ja, se pravi, Slovenci se po nekih statistikah ne uvrščamo tako nizko, kot to morda izgleda potem v praksi. Morda spričo dejstva, da nekatere od teh raziskav, ki jih Evropska unija izvaja, imajo kot velik ponder to, da imajo otroci odprt trgovalni račun, TRR, se pravi račun na banki, ki ga ima pa večina. A to že šteje kot... To je en tak veliko poglavje, ki je zaprto, kar se tiče same pismenosti. Rad bi sam to nekako se še navezal, da morda res Slovenci nismo finančno nepismeni, smo samo finančno nezainteresirani za to tematiko. Se pravi, tisto, kar nam je v interesu, tam smo zelo pismeni. Se pravi, ne vem, od tega, kako do kredita, po kakšnih obrestnih merah, leasing imamo po mojem vsi naštudiran v nulo. Medtem ko bom rekel to, kar je Peter omenil, kako se pa naslavlja kapitalski trg, tako z vidika varčevalcev, kot na drugi strani morda podjetij, smo pa ne finančno nepismeni, ampak nezainteresirani. 30 milijard, ki jih omenjate, ogromno denarja leži že samo na bankah, na vista računih, se pravi neobrestovano, s tem denarjem pravzaprav nima nihče kaj početi. Dela škodo gospodarstvu, varčevalcem, oportunitetno izgubo, absolutno.
In pa tudi ne nazadnje bankam, mogoče lahko Peter to potrdi, če so to nevezane vloge, banka zelo težko razpolaga s to gmoto denarja in planira, kako naprej z depoziti, iz depozitov recimo v kredite in tako ne. Se pravi, to je že odraz stanja naše nezainteresiranosti. Vsi ki delujemo na kapitalskem trgu, se borimo nekako, da bi ljudi prepričali, da teh 30 milijard nekako smotrno angažirajo v kakršne koli naložbe. Pa to pravzaprav ne uspe nikomur. Zakaj? Zaradi tega, ker bi morali pravzaprav 30 let nazaj pogledati, kakšna situacija je bila takrat. Se pravi, ko smo Slovenci čez noč vsi postali delničarji oziroma imeli možnost tega kapitalskega trga, dobili smo tiste certifikate, ki smo jih potem tako uspešno ali pa neuspešno upisovali v razne podjetja, PIDE in pa ostale stvari. In takrat ni bilo nikomur v interesu, da nas finančno oboroži z znanjem, s pismenostjo, da bi mi ta trg dejansko znali naslavljati. Takrat se je govorilo, da to so nič vredni vrednostni papiri, ker so bile ambicije in pa interesi drugi. To je srž problema. No, tisti, ki so takrat znali, so pa kar dobro obogateli, ne? To je bil pravzaprav ta igra podtalna, oziroma to je bil interes potem od politične pa do elite vladajočih oziroma tistih v podjetjih. Zgodb je ogromno, kako so pravzaprav direktorji prihajali do lastniških deležev z grožnjami, da jim zaposleni prodajajo delnice po neki mizerni ceni ali pa sledi odpuščanje in tako naprej. Skratka, takrat bi morali nastopati v smislu, tako kot se danes gre od politike pa do vseh nas, ki želimo, da se ta stvar premakne. Če morda še zavarovalniški del pismenosti obdelava, kje smo najslabši, kje pa tukaj kaže na to, da se v resnici o tem premalo ne govori, ampak razmišlja, ko govoriva o zavarovalniških stvareh. Jaz bi rekla, da se tudi premalo govori in premalo razmišlja. In recimo, če imamo Slovenci že težavo s tem naložbenim delom, kjer pač imaš neko pričakovanje, boš nekaj dobil, smo v bistvu zavarovalničari daleč zadaj od vsega. Ker recimo tudi, če primerjamo banke in zavarovalnice, človek, ki gre v banko, se veseli nečesa, ali bo dobil neke obresti, ali bo vzel kredit, pa bo kupil nov dom ali nov avto, se pravi neka pozitivna perspektiva. Ko ti podpišeš pač zavarovalno pogodbo, dobiš list papirja in kot se dejansko ta list papirja realizira, je to običajno, razen kadar gre za neke varčevalne produkte povezano z neko negativno asociacijo, ali smo se poškodovali, ali smo imeli prometno nesrečo, ali pa v končni fazi gre tudi za zelo tragične zgodbe. Tako da to zavedanje, bom rekla, je mogoče celo zavestno pri marsikomu potlačeno. In tisto, kar pa recimo tudi nas moti v dnevnem poslu, pa me reka tudi zavarovalničari, včasih je Kovačeva bila tudi posla, je pa to razumevanje, da je v bistvu kakršenkoli ta nek pogodbeni odnos s finančno inštitucijo pravzaprav zelo zapleten. In recimo mene osebno tudi zelo moti ta nek trend poenostavljanja, nas celo regulativa sili v to, da potrošniku čim bolj enostavno prikažemo, kaj kupi. Prišli smo celo do teh absurdov, da v nekih spremljevalnih dokumentih je pač, če ima nekdo požarno zavarovanje, to narisan s kvadratkom pa 2 plamenčka gor, ampak v resnici treba jasno in glasno povedati, da je to zelo zapleten pravni dokument, ki ga je treba natančno prebrati in ga je treba tudi zelo razumeti. Se pravi, poenostavljanje z mojega vidika ne pomeni nujno korist za potrošnika. In tisto, kar bi morali delati, pa reč na zavedanju, da se je treba zaščititi, da je to tudi upravljanje premoženja, ne samo nalaganje, ker Slovenci se radi učimo, kako bomo nekaj pridobili, majhne obresti, donos, kapitalski dobiček, karkoli, na drugi strani se pa ne zavedamo, da če nam manjka znanja pri zaščiti premoženja, da bomo malo izgubili, kot na drugi strani lahko malo dobimo, lahko izgubimo popolnoma vse. Dobro izhodišča ste mi zdaj vsi trije dali. Morda res začnemo najprej pri banki in kaj pomeni, če nekdo, ki ima veliko denarja, to je seveda zelo relativno, Ja. Ampak na koncu pa pridemo do teh 30 milijard, kaj to pomeni res za banke, da se s tem denarjem nič ne dogaja. In to je res, menili ste, greste tja, pa potem čakate neke dobre obresti, ali pa zdaj v teh slabih časih za obresti, te niso bile dobre, ampak ja, kako je s tem denarjem, kaj je največja izguba za banke in tudi za vse komitente? No, dejstvo je, da
denar pri bankah pomeni, da slovenski državljani bankam zaupajo. Torej, to je neizpodbitno dejstvo. Kaže pa verjetno na neko odsotnost racionalnosti pri načrtovanju svojega finančnega položaja strani pretežnega ali pa večinskega dela Slovencev. Razumem, da pač ima vsak rad določen odstotek, ne vem, zaslužka, plače, prihranka na banki, da je likviden za nepredvidene razloge. Če pa govorimo o res velikih zneskih, ki ležijo na bankah, in bom dokončal misel, če si predstavljate, odpremo medije v včeraj, predvčerajšnjem, ko je ECB znižala ključno obrestno mero, po vseh slovenskih medijih je bilo zdaj bodo pa krediti cenejši za četrtinko bazične točke. Obenem pa prihajamo iz obdobja, ko je bila inflacija v Sloveniji blizu 2%. V istih medijih smo pa lahko prebrali, pri tej banki boste dobili ne 0,01% na svoj denar, ki ga imate, ampak če boste vezali, boste mogoče dobili 2%. Pri 8 do 10% inflaciji v določenem obdobju. Torej, razumevanje tega, kaj inflacija naredi na realno vrednost nekih prihrankov ali pa premoženja, to skoraj v celoti izostane pri Slovencih. In to je tisto, kar je narodno-gospodarsko škoda za Slovenijo, da se ves ta denar Slovencev ne nalaga produktivno. In produktivno se lahko pogovarjamo o številnih možnostih, se jih v nekem času zdaj razvija v smislu te retail obveznice, tudi v načrtovanih teh individualnih računih, ki jih Ministrstvo za finance pripravlja. Imamo potem tudi tako imenovane unit-linked produkte, kjer so zavarovalnice pač to razvile in ponudile. Torej, možnosti je veliko, obstajajo tudi zakladne menice, komercialni zapisi, če se pogovarjamo o manj tveganih naložbenih možnostih. Oprostite, eno stvar bi vprašal, pa morda kar za primer, boste se sama zmenili, kdo bo bolje povedal, ampak če ima nekdo 50,000 evrov na svojem računu, inflacija je, da morda najprej obdelamo te stvari čisto osnovne. Če imamo inflacijo takšno, kot smo imeli, okrog 2%, pa da jo imaš, 10 let, naprimer, kaj se s temi 50,000 torej zgodi? Imaš jih pa na bančnem računu, ker si, prodal neko staro hišo, se preselil v manjše stanovanje na stara leta. Boš ti, Branko? Lahko. Se pravi, en vidik je to, kar Peter omenja. Se pravi, da inflacija spodjeda vrednost denarju. Se pravi, denar je danes vreden X, v prihodnje pa bi moral biti več, da to vrednost nekako ohranja. Z inflacijo je ravno kontra. Se pravi, s to isto gmoto si bomo v prihodnje lahko kupili manjšo košarico dobrin. To je prvo. Potem drugo je ta oportunitetna izguba. Recimo 30 milijard, če bi to samo po 1% obrestovali. Je to, se pravi, 300 milijonov, ki gre v nič pri varčevalcih. Se pravi, to je recimo en tak znesek za primerjavo, ki ga ena dost solidna, povprečna, pa velika družba na Ljubljanski borzi izplača svojim delničarjem kot dividendo. S tem, da so oni celo leto nekaj mleli, delali, imeli na tisoče zaposlenih in tako naprej. Mi pa to spustimo kar tako. Da ne govorim, da so vsem krizam navkljub, vsem trendom padajočim, nihajočim na dolgi rok varčevanje v nekih napravem izboru vrednostnih papirjev, govoriva o delnicah, da je ta donosnost nekje okoli 8% letno. Ampak to je potem lahko ob smotrnem vlaganju obrestni izračun. In se pravi, z 10,000 evrov ti rata, 100,000 recimo v 25-30 letih varčevanja. No, in zdaj ta paradoks, ki se Slovencem dogaja, ko ti recimo omenjaš človeku, ki te vpraša, te naslavlja s takim vprašanjem, kam bi jaz z 10,000 evri, pa ne vem nič o tem. In seveda prva opcija, ki mu jo ponudiš, je pojdi do ene od domačih ponudnikov, upravljavcev skladov, tam ti bo razložili, kakšne vse nabore skladov imaš na voljo, se pravi globalne, tehnološke, lahko vlagaš v sektore kakorkoli, se že malo po svoji intuiciji odločaš. Ja, ne, je vedno klasičen odgovor, ker slovenski upravljavci so pa dragi. Se pravi, na eni strani si delamo na vseh koncih in krajih te neke izgube, ker se ne premaknemo s tem denarjem v neke smotrne naložbe, to, kar Peter omenja, a potem, ko je pa potrebno na letni ravni dati nekomu, da se bo aktivno ukvarjal s temi našimi prihranki 1,5%, tiste pa že totalno, tiste pa deal breaker. Se pravi,
tukaj, no, morda smo mi, bom rekel, finančno nepismeni v tem smislu, da se res ne zavedamo, kakšno škodo si počnemo. Ne. Ampak, ko naprimer govorim tudi sam z ljudmi, ne, pa rečem, ampak zdaj imate, ne vem, 10,000, 50,000 evrov, kaj pa te možnosti, ki si jih tudi sam omenil prej, ne, reče, ja, ampak tam pa lahko tudi izgubiš. Tako, ne. Če imaš pa to na računu, potem je pa to moje in se s tem denarjem ne bo nič zgodilo. Ja, spet se vrnemo k razumevanju, kaj je realna vrednost denarja, obrestno-obrestni račun in tako naprej. Zanimivo tudi iz te statistike, ki sem jo v uvodu omenil, je, da 3% Slovencev, zgolj 3% Slovencev močno zaupa na svetu svojega bankirja, zavarovalničarja ali finančnega svetovalca. Zgolj 3%, torej polovica od tega, kot je povprečje Evropske unije, približno zaupa jih 28%. Kar pomeni, da Slovenci dejansko mislimo, da vemo bolje in da imamo stalno dvom in sumimo v vzgibe nekoga, ki nam nekaj predlaga in svetuje. Ne? Torej, pomembna je seveda diversifikacija v odgovor na možnost, da pride do padca vrednosti določenih bolj tveganih inštrumentov in spekter vseh možnosti, ki jih svet ponuja, je brezmejen. Vprašanje je zgolj, ali povprečen Slovenec se dejansko zaveda, da lahko svoje premoženje, in tukaj je ta retail bond je en zelo dober primer, na katerem bi se mogla povprečna finančna pismenost v Sloveniji popraviti in izboljšati. Ja, morda se motim, ampak spomnim se, začelo se res s temi PID-i pa tako naprej, potem smo imeli NKBM primer, ne, ko so ljudje kupovali, pa vemo, kako je. Potem je bila kriza, kjer smo reševali te banke, tako da jaz mislim, da te 3% zaupanja v bankirje, zavarovalničarje izhaja iz vseh teh stvari, ki smo jim Slovenci priča, ne. Zdaj pa ena stvar, o tej bomo kasneje govorili, kripto je postal zelo popularen, ker si ti nekaj tam dal in si rekel, to je pa zdaj, sam se s tem ukvarjam, tisti, ki je izgubil, se seveda ni več hvalil, ne? Ampak še pri zavarovalnicah, da eno stvar vprašam, zadnjič, ko smo zelo veliko o zavarovalništvu govorili, naprimer so bile pa prav poplave, ne? Takrat so zavarovalniški agenti imeli največ dela, tudi pri pojasnjevanju, to ste sami prej rekli, a ne pri po enostavljanju smo prišli tako daleč, da so nekateri rekli, pa se imam zavarovano, naprimer če mi voda udari v stanovanje, ne pa za poplave. In tukaj je bilo kar precej tudi jeze tistih, ki so imeli zavarovano, kakšno stvar pa se je izkazalo, da proti poplavam naprimer pa niso imeli. Ne? In smo spet pri tem, ne, kaj plačam, kaj dobim in kaj preberem. Mislim, da je predvsem ključno to, kaj preberem, ker pač poplava je en tak specifičen riziko, ki ne more prizadeti vsakega, kar pomeni, da ne vstopa vsako običajno požarno pogodbo. Ne? Ampak bi mogoče opozorila še en hujši riziko, ki je tudi, dodatek k osnovni pogodbi, to pa je potres. Ne? In tudi v tem delu, eno je, se strinjam, tukaj obstaja nek slab spomin, nezaupanje, ne? Mi se pa dostikrat spopadamo s spominom zlate ribice. Ne? Že zelo dolgo ni bilo v Sloveniji potresa. V zadnjem času smo imeli, mislim, da je bil zadnji večji potres v naši bližini, je bil v Petrini pred parimi leti, ne, in recimo takrat zavarovalničari opazimo, zgodi se Petrinja, vsi kličejo, vsi bi radi sklenili potresno zavarovanje, ne, pa po enem letu pa ugotovijo, da to stane in v bistvu to že spet nekako pade ta interes. Ne. Se pravi, mi imamo drugačno situacijo, delno je tudi nezaupanje, tako verjamem, ne, da samo 3%, vedno ko prije zavarovalničar, kaj zdaj spet ta hoče od mene, ne, nekaj mi bo prodal, ne, ampak mi se pa spopadamo tudi s tem, da se ljudje, se mogoče vam rekam, včasih mečkam preveč brezskrbni, ne, premalo odgovorni, ne, pač zmeraj je to, ne bo se zgodilo meni, se bo nekomu drugemu zgodilo, ne, ampak jaz bi še enkrat tukaj poudarila, izgube so dejansko lahko zelo velike, ali pa če povem na primeru, Slovenci blazno radi potujemo, ne. In zavarovalnice zagotavljajo to neko zavarovanje, asistenca na poti in jaz sem imela oseben primer, ne, bolezni v tujini, kjer praktično stroški zdravljenja v bolnici, če nimaš ti zavarovalne pogodbe, lahko pomenijo tudi, da moraš prodati dobršen del premoženja, če ne celo doma. Ne. In to so stvari, ko včasih jih zelo nalahno jemljemo, pa jih bi morali prekleto resno imeti. Ne.
Zdaj ste me izvala, pa vas moram vprašati, ko torej razmišljamo o zavarovanju, ne vem, sebe, družine. Ko gre za avto, ni vprašanj. Sam imam ravno zdaj pred sabo novo registracijo, takrat pridem tja in mi rečejo, letos je pa zraslo zavarovanje za 6-7%, ampak vi dobite pa še 5% popusta, zato ker ste tam pa tam, ne, in potem čakaš ta klic, da ti zavarovalniški agent na drugi strani potrdi, češ bravo, potrdili smo vam popust, kot da bi zadev srečko. Zdi se mi tako nenavadno, no, čisto iskreno. Ampak ja, avto zavarujemo Slovenci, ne? To seveda kasko, toča, parkirišče, srnjat ni da ni. Kaj še so tiste stvari, ki bi bile pa v tej osnovni košarici zavarovanja vendarle potrebne, ne? Je odvisno od situacije, v kateri smo v življenju. Ne? Sigurno, če je nekdo zelo bogat in ima 5 hiš, ne, ta v resnici ne potrebuje zavarovanja, ker če mu ena pogori, bo še zmeraj v 4 lahko živel. Ne? Se pravi, v bistvu je logika obratna, manj ko imaš, bolj rabiš zavarovanje. Ne? Tako da Slovenci imamo res zelo radi avtomobile, zelo radi jih zavarujemo, pač avtomobilska odgovornost tako je obvezna, ne? Ampak če pogledamo statistiko na kasko, povprečna starost vozila v Sloveniji nekje med 11 in 12 let, ne? Delež tistih, ki bi recimo bilo smiselno zavarovanje, to običajno se šteje kasko do 7 let, je 30%, ne, celotnega voznega parka zavarovanih je pa več kot 60% vozil. Se pravi, ta odnos tukaj imamo grozno razvit, ne. Se pravi, Avte imamo res radi. Avte imamo res radi, ne. Se pravi, če imamo samo eno streho nad glavo moramo za njo skrbeti, ne. Se pravi, zavarovanje bivališče obvezno. To, kar sem že prej omenila, če gremo na kakšno potovanje izven Evropske unije, to so nepredstavljivi stroški, če se nam karkoli zgodi. In potem pa življenjsko obdobje, ne. Vsakemu, ki ima majhne otroke, ne, je pač treba nekako položiti na srce odgovornost do njih, seveda vsi skrbimo za otroke, jih vzgajamo, ne, ampak ljudje ne radi razmišljajo o tem, kaj pa če se bo meni nekaj zgodilo, ne. Se pravi, v času, ko otroci odraščajo oziroma še niso preskrbljeni, mi vsakemu priporočamo, se pravi, neko obliko življenjskega zavarovanja, kar pomeni, če se nam kaj zgodi, ali smrt ali invalidnost, ne bomo več bili sposobni skrbeti za te otroke in takrat v bistvu lahko uskoči zavarovalnica, ne. Ampak vse skupaj se vrti iz nekega odgovornega življenja in mi tukaj opažamo, da včasih se preveč nalahko odločamo, zmeri se nam zdi v primeru recimo poplav, da bo nekdo drug poskrbel za nas, kar se tudi dostikrat zgodi, pač zgodi se naravna katastrofa in smo pred volitvami in vsi bojo vse dali, ne. Vprašanje, če potem res dajo, to je zelo negativno za zavarovalnice, ne, zaradi tega, ker se ljudje zanašajo na neko tretjo pomoč, v resnici moramo se zavedati, da smo mi sami odgovorni za tisto, kar živimo in tisto, kar imamo. Omenili ste, koliko odstotkov približno zavarujemo naša vozila, vozni park, ne, je zelo varen. Kako je s hišami? Pri hišah moram reči, da imamo nek pozitivni trend, ampak to še zmeri nismo tam, kjer bi bili. Približno 60% objektov v Sloveniji zavarovanih, tisto, kar je nas recimo presenetilo, kar se je pa pokazalo pri teh predlanskih poplavah, fizične osebe so bile bolj skrbne od pravnih. To mi je bilo nekaj zelo nenavadnega. Ampak pa je pa že spet vprašanje, ne, teh dodatkov v tej pogodbi, ne, recimo, ker zavarovalničarji ocenjujemo, kaj je največja možna škoda, ki se v Sloveniji lahko zgodi, je potres v Ljubljani, ne. In ni izključen, ne, so se že dogajali v preteklosti in mislim, da obstajajo celo gradbena fakulteta je dala neke ocene, to bi bila škoda 8-9 milijard samo za mesto Ljubljana, ne. In od vseh teh objektov, ki so zavarovani, jih je približno dobrih 20% samo zavarovanih po celi Sloveniji, ampak verjetno, mogoče tukaj malo več, oziroma bi rekla, delež je verjetno višji v zahodnem delu Slovenije, kjer so bili zadnji večji potresi, se pravi, govorimo po Sočju, ne, ampak je to absolutno prenizek delež, ne, da ne vstopam pa v bistvu to razumevanje odnosa do zavarovanja v več stanovanjskih stavbah, kjer imamo mogoče 10 prebivalcev, 2 sta odgovorna, 8 jih ni in potem noben nima zavarovanja. To so se realni problemi, ki pa moram priznati jih ta trenutek nekako se v dialogu rešujemo z Ministrstvom za finance. Omenili smo, ko pa enkrat si starš ali pa razmišljaš o varni starosti,
jaz sem zdaj starš, no, pa bom kar tako vprašal. A bi bilo smiselno imeti finančnega svetovalca, da v bistvu pogleda tvojo plačo, tvoje prihodke, družinske in potem pogledati, toliko se zasluži, toliko se investira v zavarovanje, toliko se pusti na banki. A bi bilo to nekaj, kar bi praktično vsak državljan moral imeti, neko moč ali pa pomoč ali pa ne vem. Določeni produkti so, bom rekel, tako zelo preprosti za razumevanje, kar se tiče tega čisto osnovnega varčevanja. Ne. Se pravi, če gremo tako kot po prehrani, po neki piramidi, ne jemo vsak dan čokolade pa bombonov, ne, se pravi, tudi ne vlagamo samo v neke kriptokovance, ki jih sploh ne razume niti tisti, ki jih je izdal, kaj šele mi. Gremo najprej po temelju, se pravi zavarovanja, in potem se vprašamo, kaj je naslednja stopnja, da bom jaz lahko nekaj zmernega privarčeval zase, za otroke, za starost, nekaj, da je sustainable, pa da mi ne bo čez noč šlo. Se pravi, to tveganje napram donosu je vedno vprašanje tehtnice, pri naložbah. In seveda to gre za razpršene neke naložbe, se pravi delnice, obveznice, vzajemni skladi. In prvi odgovor, recimo na tako vprašanje je, kaj narediti. Mislim, da ne rabimo v tej fazi še nekih strokovnjakov, ki nam bojo naredili sken našega premoženja in nam tam masno zaračunali, zato da bomo dobili mi neko poročilo, s katerim se ne bomo znali nič pomagati. Čist preprosta, zdrava logika pomeni to, da gremo do neke družbe za upravljanje, borzne hiše, podcastov je ogromno, te materije, kako se začeti zanimati za te stvari, je veliko v etru. In odpremo neke trajnike, kamor mesečno nalagamo po 100, mogoče 50, če ne moramo več, 200, nekaj, par 100 evrov. In presenečeni bomo na to temo obrestnega računa, kako hitro rata to par 10 000 evrov, ko mi par let varčujemo v teh skladih. Seveda, te skladi bojo za nas pasivno upravljani, mi se lahko vsak dan pogledamo tisto tečajnico, ampak nimamo kaj dosti dela z njimi. Zato bomo plačali neko majhno provizijo tistemu upravljavcu, hkrati pa lahko seveda začnemo spremljati kapitalske trge in vidimo, kaj bi morda mi naredili, če bi si neko košarico naložb zbrali, ne vem, Krke, Petrola, Applea, Googlea, Facebooka, ne vem, česarkoli že. In ali bi mogoče mi, se reče, outperformali oziroma bili po donosu boljši kot pa recimo tisti sklad, v katerega imamo. In če smo, morda potem pa začnemo razmišljati, določene prehranke bom pa dal tudi odprl trgovalni račun na borzni hiši in sam poskusil kaj plemenititi. Omenil si, da je veliko spletnih platform zdaj na voljo, da nas izobražuje. Imaš tudi ti investitor. Ja. Zdaj pa se postavijo v nek tak položaj, jaz sem povprečen Slovenec, moja plača je 1200 evrov, to vedno potem naletimo, kaj bom pa jaz investiral, kaj bom pa jaz varčeval, kaj mi pa vi sploh govorite s to plačo, komaj preživim. Ja. No, in to je bilo prej odlično rečeno, kdor operira z majhnimi prihranki, z majhnimi plačami in pa nizkim premoženjem, se mora še toliko bolj boriti za svojo neko prihodnost, da bo preživel v smislu, kam gre svet. Zakaj gre? Ker če mi danes ne varčujemo na nek dolgi rok v nekih, smiselnih naložbenih shemah, bomo ostali na suhem. In plastično povedano, ko bomo mi s tisto svojo mizerno pokojnino operirali, danes imamo plače, ki recimo, da nas preživijo, ampak pokojnina nas pa ne bo, in če ne bomo imeli sami lastnih prihrankov, bomo lahko samo gledali ostale tujce, kako se sprehajajo po našem Primorju, kupujejo vikende, mi bomo pa komaj kaj imeli za zlizati sladoled. To je ta primerjava, se pravi, ne se zanašati, da bo vse tako, kot je danes. Če sami ne bomo poskrbeli, ne bo nihče za nas poskrbel. In absolutno je treba že danes, jasno, zavedam se, da marsikdo je tudi na pragu revščine, čeprav pravimo, da imamo neke nadpovprečne minimalne plače v Sloveniji in tako naprej, ampak stroški so absurdno visoki življenja, pravzaprav denar, ki ga prejmeš za plačo, ga samo forwardiraš, sploh ga ne vidiš. Še zlasti, če imaš otroke. Otroci so naše največje bogatstvo z razlogom, ker pač vlagamo toliko denarja tja. Tako da je treba res smotrno začeti danes razmišljati, kam s 50 evri. Borza in varčevanje in skladi, to ni za bogate. Kapitalski trg, rečem, smo mi vsi. In stanje slovenskega kapitalskega trga je depresivno ravno zato, ker se mi te zgodbe ne gremo. Kapitalski trg smo mi štirje in vsak posameznik zunaj, od podjetnika, ki se ravno tako ne gre kapitalskega trga, se pravi ne naslavlja vseh inštrumentov, ki jih je Peter naštel, obveznic, komercialnih zapisov, ne vem česa, za
zagotavljanje financ za rast in tako naprej, pa tudi ne na strani varčevanja, ki ne razumemo, zakaj bi sploh investirali kamorkoli. Ne. In tukaj pač si delamo to škodo. In če ne bomo danes razmišljali, nihče se ne bo premaknil. Jaz ti lahko razlagam, delam ti izračune, dokazujem ti, kje si danes, kje bi bil, če daš 100 evrov na mesec v neke sklade ali pa v kaj drugega, pa se še vedno ne boš premaknil. Ne. Zato, če že si me izval, moj investitor penetrira logiko skozi otroke, ker starejši smo že okuženi, omenil si še parkrat nasekača pičla, pa se zdaj bojimo štrika, se pravi razne podrejene obveznice, NKBM in tako naprej. In ljudje nočejo slišati za borzo. Samo spremljamo recimo kakšne komentarje pod raznimi podcasti ali pa, ne vem, ko finančno ministrstvo izdaja ljudsko obveznico, se spodaj vsuje plas, kako nas spet nekdo ne teguje. Ne? To je malo brez veze. Ne? No in ta moj investitor ima pa to poslanstvo, da preko zabave z razbijanjem teh mitov in z igro in 3D animacijami pride do otrok, do družin in da skupaj nadgrajujejo ali pa osvajajo to znanje, kaj pomeni kapitalski trg, kaj delnica, dividenda in te osnove. Zato sem te izval, ker je to izjemno pomembno, ker v slovenskem osnovnem šolstvu, pa tudi v srednjem šolstvu, v resnici o finančni pismenosti ne govorimo, kar je nenavadno, glede na to, da otroci dobijo prvi TRR račun, s katerim seveda nimajo nič, razen to, da ga upravlja oče ali pa mama, ne. Se pa na TikToku izobrazijo, kaj pomeni imeti kriptoračun, naprimer, ne. In jih to nauči vse to splet, ne pa naprimer šola, kar pa bi bilo v tem modernem svetu popularno. Peter, obveznico smo omenili, Ministrstvo za finance se pa zdi, to pa je treba poudariti v zadnjem času, vendarle razume, da je treba teh 30 milijard spraviti v nek obtok, da je to denar vseh Slovencev, ki bi lahko bil na letno oplemeniten vsaj z nekaj 10-100 milijoni evrov. Ja. Kako bi ocenil delo ministrstva najprej? Vem, da je to nehvaležno, ampak je to tista prava pot. Ja, izredno nehvaležno ocenjevati delo kogarkoli drugega razen svoje, ampak ukrepi v zadnjem času in na temo to, kar sta videla prej se pogovarjala o izobraževanju, torej v slovenskih šolah, kot slišimo, se tudi na tem področju stvari premikajo končno v pravo smer. Torej, dejstvo je, da je finančna pismenost treba začeti pri otrokih, zato je investitor izredno pomemben. Pa predvsem v okviru družin. Torej, načrtovanje in nadzor nad porabo, ki jo družina mesečno ima in izvaja, to so stvari, ki so verjetno osnova. In jaz ne vidim, naprej, jaz kot starš 2 otrok, ne vidim nobenega razloga, da se o teh pomembnih zadevah ne bi s svojimi otroki pogovarjal. Torej, zelo veliko stvari, ki jih Slovenci delamo, pa ne samo Slovenci, ampak praktično vsi ljudje, je, da smo pristranski. Torej, imamo z angleško besedo kar nekaj teh biasov. In te biasi so neke pretekle izkušnje, ti se omenil, te pičla kača, pa se boji zvite vrvi, nekaj je, da misliš, da sam znaš bolje, drugo je, da iščeš samo informacije, ki potrjujejo tvoje prepričanje in tako naprej. To, naprimer, mi kot NLB, kot izdajatelj, ki se je vrstil na borzo približno 6 let nazaj, pa vemo, čez kakšno zgodovino je šla NLB v Sloveniji, kako je bilo potrebno tudi dokapitalizirati. Torej, ti si omenil komentarje na podcaste ali pa na državno obveznico. Jaz prebiram malo za hobi komentarje na naše javne objave, ki so v zadnjem času dejansko dobre. Pa bi rekel, da je 90% teh komentarjev večinoma negativnih. In zelo pogosto se pač zreducirajo na točko, kdaj boste vrnili to, kar smo vam posodili. Torej, to je ta banalno sidro, ki ga ima povprečen Slovenec, ki mu preprečuje do tega, da bi rekel, morda pa bi bila NLB, če bi objektivno pogledal, tudi zanimiva naložbena priložnost. Mi smo se, samo še statistiko, mi smo se uvrstili na borzo 6 let nazaj, takrat imeli 1700 delničarjev, torej zgolj po številu ljudi, Slovencev, ki je zaupalo svoj denar NLB-ju 6 let nazaj, je bilo 1700. Danes je malo več kot 5000. Torej smo uspeli potrojiti število malih delničarjev v Sloveniji, ampak smo še vedno zgolj popraskali po borzi. Želel sem samo uskočiti, ko govorimo o slovenski borzi, v slovenskem borznem indeksu smo najboljši na svetu, ali pa med top 3, kar je neverjetno, ampak ta doprinos, če si slučajno investiral v slovenska podjetja, ki so na borzi, si res veliko dobil. Ja.
In to je sidro, ki se kaže, to mentalno sidro, ki ga imamo Slovenci do borze, ki ga imamo do vzajemnih skladov, zaradi izkušenj balkanskih vzajemnih skladov, ki ga imamo v bistvu pri nekem racionalnem presojanju vsakokratne situacije. Pa če presekava to, kaj je bilo, ti veš, kaj je danes dobro. Če bi torej spet iz lastnega primera izhajam, prišel k tebi in dejal, ja, imam 10.000 evrov prihranka, pa na mesec bi nekaj investiral. Kaj bi mi svetovali? Kaj je tisto, kar bo delovalo v roku, 20 let, da bo to primerno za moje otroke? Ja, jaz nisem finančni svetovalec, jaz v bistvu skrbim za komunikacijo z investitorji v NLB, ampak kot bivši upravljalec premoženja bi absolutno svetoval, dajte gledati na stroške in dajte diverzificirati svoje premoženje. In ene od stvari, ki se tukaj kažejo kot posebej interesantne, so brez dvoma vzajemni skladi ali ETF-i, ki z relativno majhnimi zneski vsakemu omogočijo dovolj veliko razpršenost. Ker roko na srce 10.000 evrov, ne glede na to, ali je to veliko ali malo denarja, za borzo je to malo denarja in se naprimer obveznic, da bi jih kupil dovolj, da bi imel razpršen portfelj obveznic, se z 10.000 evri ne da igrati, podobno je pa tudi pri obveznicah. Zdaj pa skok. Kaj pa slovenska podjetja? Sej se bomo vrnili nazaj na čisto osnovne primere nas navadnih ljudi, ampak vendarle, včasih se zdi, da tudi slovenska podjetja ne razumejo te igre kapitala. Redko kdaj slišimo, da kakšno podjetje reče, v redu, mi se odpremo, lahko investirate in postanete naš lastnik, solastnik ali pa nek delež dobite. A je ta finančna pismenost, to znanje, kako pridobiti nek denar razen iz razpisov, morda večja? Malce sem se pošalil, zdaj je to ravno popularno. Ampak ja. Dejstvo je, da je naša ekonomija še vedno zelo bankocentrična. Torej, podjetja večinoma dobijo dovolj ugodno in banke so dovolj pripravljene kreditirati dobre projekte. Imamo tudi nekaj, za bolj tvegane zadeve imamo tudi tako imenovanih private debt skladov, ki omogočajo podjetjem, ki imajo nekoliko slabšo bonitetno oceno, da še vedno pridobijo financiranje, seveda po višjih obrestnih merah. Je pa tako, NLB je imel IPO, torej prvo javno prodajo svojih delnic 6 let še malo nazaj. V lanskem letu, če se ne motim, je bil relaks, pred tem in potem ni bilo nič. Imeli smo nekaj izdaj komercialnih zapisov in obveznic strani podjetij, ki niso po definiciji, nimajo svojih delnic uvrščenih na kotacijo na Ljubljanski borzi. Vidimo pa, naprimer, da se na Hrvaškem na tem področju povsem malo več dogaja. Ravno v teh dneh lahko vidimo prvo javno prodajo družbe, ki je en največjih gradbincev na Hrvaškem. Predtem je obstajala možnost, ki se potem ni realizirala, da bi Studenac, torej v bistvu trgovine na Hrvaškem in tudi v Sloveniji, da bi se vrstile na borzo v Varšavi in v Zagrebu. Tako da dejansko se dogaja in več, ko se bomo o tem pogovarjali, mogoče bo tudi več lastnikov podjetij presodili, da jim mogoče izhod na borzo predstavlja zanimivo možnost njihovega v bistvu exita iz tega, kar so razvijali celo svoje življenje. Branko, seveda, sem te želel v to povabiti. Preden daš dami besedo. Recimo, poglejmo konkretne primere vašega kluba. Se pravi, imate zbrano elito slovenskega gospodarstva. Pustimo, se pravi, borzne družbe, ki predstavljajo majhen odstotek slovenskega gospodarstva. Večina je teh družinskih podjetij, 90% našega gospodarstva sestavljajo mala družinska podjetja, ki so lahko za naše pojme velika, ampak so še vedno majhna v svetovnem merilu. In zakaj se oni poslužujejo večinoma ali pa izključno samo bančnih virov? Podjetje, ki je dobro, ga banka z veseljem financira. In to po relativno nizkih obrestnih merah. In potem to podjetje oziroma ta podjetnik zgradi nek odnos s svojim bankirjem in tako naprej in se niti mu ni potrebno izobraževati, če rečeva, da tega znanja nekje ni prisotnega v povprečju pri naših podjetnikih ali pa lastnikih podjetij, kaj pomeni alternativa bančnemu financiranju. Se pravi, zakaj nihče od vaših članov ali pa nihče večinoma ne razmišljajo o tem, da bi šli na borzo? Bili so neki smeli poskusi enega od vaših članov, ko je svoje deleže podjetje razdelil zaposlenim, ki se niso dobro išli, ne za enega, ne za drugega. Zakaj? Zaradi tega, ker preprosto nek delavec v podjetju delnice pojesti ne more. On si želi denarja per takoj.
ali pa da bo to v nedogled nekam raslo. Ne? Ja, govoriva o Akrapoviču, tukaj je sedel, se prav spomnim in na to vprašanje odgovoril potem, ko je delnica padla, ker smo bili v krizi, so se vsi ustrašili, zdaj pa je naše premoženje vredno manj in ga je izplačano. No, to je bila, se pravi, najprej izobraziti ljudi, primerno, kaj pomeni biti solastnik podjetja. To je odgovornost. Imeti kapital je odgovornost. Pika. Tako kot imeti kapital v hiši, avtomobilu je odgovornost. In tam jo čutimo, ker če naredimo z novo škodo totalko, ko pa sosed rekel, če ne bomo mogli tizga sanirati, medtem ko pač portfelj pa to pa nobenega ne zanima, se ga noben niti ne vidne. No, ampak kaj želim reči, se pravi, zakaj člani SBC-ja ne razmišljajo o tem? Prvič so bankable, se reče, se pravi, dobijo poceni kredite, revolvinge in tako naprej na bankah, ni jim potrebno, pa nimajo nobenih izkušenj. Če pa bi že razmišljali o tem, recimo bi morali pa nekako v programu neke vzajemnosti, recimo to je fantastičen vzvod, imate vi tukaj v SBC klubu, da bi na ta način razmišljali. Se mislim, da je gospod Pečečnik tudi glede na to, da je vstopil v to branžo vzajemnih skladov in to morda je imel v podzavesti tudi kakšne take ideje, da bi klubu lahko ponudil neke vzajemne scheme, kjer bi ne nazadnje prihajali tudi do tega peer-to-peer financiranja. Se pravi, kaj to pomeni, da bi lahko člani, ki poslujejo s presežki likvidnostnimi, šli pa investirali v nek skupen bond, obveznico, na drugi strani pa to isto obveznico ponudili kot vir financiranja drugim članom, ki pa morda potrebujejo za rast ali pa likvidnostne premostitve. Pa se tega recimo nihče ne gre. Že v vašem, in vi ste prva druščina, ki bi morala o čem takem razmišljati. Jasno, seveda, pri nas podjetnik dober, svoj skanalizira premoženje ven iz podjetja tako, da pač kupuje vikende na Hrvaškem in tako naprej in potem, ko ima on že 6 vikendov, 5 hiš, pa 2 stanovanja, vsi otroci so preskrbljeni, zakaj bi on razmišljal o nekem exitu svojega premoženja na borzi, pa se tam izpostavlja v javnosti, pa to, kar Peter počne in njegova ekipa, se pravi, obvešča v javnost o nekih dogodkih in letnih poročilih in bil podvržen revizijam, to so same bolečine, če se tako izrazim. No, in ko je Peter omenil Relax, recimo tam sem bil kot pač vodja te skupine, ki smo podjetje, zato se mi je zdel fantastičen primer, dobro, da si ga izpostavil. Relax Turizem je iz DOO-ja prešel, statusno smo ga preoblikovali v delniško družbo in potem dali na borzo. Zakaj? Zaradi tega, da lahko sedaj lažje naslavlja to idejo, da družbenike obstoječe in pa bodoče, se pravi franšizer in tako naprej, naslavlja z nagradami, z delnicami, z lastniškimi deleži, da jih upne še bolj v podjetje. In to je logika podjetništva, socialnega podjetništva in delničarstva. Da ti najprej svoje zaposlene naučiš tega mentalnosti, da malo podoživijo tudi to tvoje nespanje po noči, ker podjetnik ne samo, da se z lepim avtom pripelje, pa ga potem vsi sovražijo, ampak on cele dneve ne spi, nikoli ne spi. Podjetnik je skozi v krizi. On je skozi v krizi. Tudi ko so dobri časi, je še bolj v krizi, ker takrat so pa ozka grla pri proizvodni dobavi in tako naprej. Skratka, oni so skozi v krizi in njegovo življenje absolutno ni sladko. In vpeti zaposlene, ko pa gre ob 4 domov in se usede s kolegom na pivo in mu potem tam jambra ob šanku, kako ima še vedno nizko plačo, on se ba z novim BMW-jem pripelju, a če bi temu istemu zaposlenemu pa morda predlagal, pa odpri svoje podjetje, se veš, kaj počnete, tega se pa ne gremo, ali pa daj predlagi svojemu direktorju, da bi ti tudi postal solastnik tega podjetja in potem žrtvoval del svojega življenja in privat časa tudi v nadaljni razvoj in pa eksistenco, Tam se pa neha. In to je treba naslavljati, to je tista finančna pismenost, ki nam vsem manjka. Sem preveč pa predolg. Ne, prav prijazen nisi bil, če se hecam, ampak je taka klofuta, ki se mi zdi, da jo preredko... Ni klofuta, je samo tista budnica, da rečem, vse to vsi počnemo. Samo lahko smo mi vljudni pa prijazni, ampak... Se hecam, ampak se mi zdi, da res premalo krat slišimo prav to, kar si zdaj povedal. In je res zanimivo, da berete komentarje, sam sem se s tem že dolgo časa odločil, da tega ne počnem, ampak je pa res, da vedno vsi reče, zato sem prej dal primer poprečne plače, ker je tako argument, če sej ne moremo, ali pa res je tudi to, sej ne bom sam odprl podjetja, s tem se pa sam ne bom šel in hkrati lažje ocenjevati, premalo, kar pa res pogledamo k sebi. Zato grem pa zdaj k vam še ta osnovni del zavarovanja. Pustimo zdaj avto, zdravje. Ta del je naprimer tudi zelo, zelo pomemben. Ne samo na poti, ampak tudi doma.
Imeli smo to osnovno zdravstveno zavarovanje, ki ga imamo še sedaj in ta je tako ali tako plačano. Zdaj imamo dodatno zavarovanje, ki je tudi plačano, ker je praktično preneseno na naš trajnik in se samo odbije. Kako je s temi zavarovanji, ko gre za čisto osnovne stvari? To so torej zdravje in potem dodajeva še kakšne redke bolezni in tako. Najprej bom popravila, tukaj imamo osnovno zavarovanje, nimamo dodatno, imamo dopolnilno. Aha, ja. Zaradi tega, ker v bistvu gre za dopolnilno plačilo k osnovnemu paketu, tako da tukaj se zelo lovimo. Ne? Prav. To je ena taka, bom rekla, zelo občutljiva tema, sploh mogoče v Evropi ali pa v državi, kot je Slovenija, kjer zelo veliko damo na socialno skrb, ne, ampak so zdravstvene zavarovanja imajo žal pri nas negativno konotacijo, zaradi tega, ker mogoče, to je moje osebno mnenje, se tudi ne razvijajo na prav način, ampak ne zaradi zavarovalnic. Ne. Ker kaj se dogaja, imamo sistem, kjer praktično javna zdravstvena blagajna na papirju zagotavlja vse, in to vse ni vsem dostopno. Ne. Jaz sicer mislim, da je naš sistem dober, pozitiven, ker si ti enkrat v sistemu takrat zadeve steče, ampak težko je prijeti zraven, se prav govorimo o teh čakalnih dobah, in tam se pa potem pojavi povpraševanje po zasebnem zdravljenju, ne? In to povpraševanje najprej kreira ponudbo zasebnega zdravljenja in šele po ponudbi se pač razvijajo določeni zavarovalni produkti, ki imajo, tako kot sem prej rekla, negativno konotacijo, ampak v resnici pa olajšajo finančni dostop do zdravljenja izven osnovnega sistema vsem tistim, ki si to želijo. Ne? Ker najmanj pravičen način je plačilo iz lastnega žepa takrat, kadar to potrebuješ. Ne? Se pravi, nekako v tem delu zavarovanje deluje kot javni socialni sistem, ki pač razprši tveganja na neko določeno množico. Ne? Tako da mi seveda spodbujamo to, ne? Ampak bi si pa želeli to spodbujati na način nekako v dialogu z državo, kar pa mogoče zdaj ni stvar tega finančnega opismenjevanja, ker to, kar se pri nas kreira, se kreirata dva vzporedna sistema. Ne? Se pravi, določene storitve, ne vse, ker zasebni sektor ne more vstopati v onkologijo, ne? Ali pa še kaj drugega, ne? Se podvajajo, ne? In veliko bolj smiselno bi bilo ločiti te storitve, ne? Identificirati tisto, kar bo zagotavljal javni sistem, kaj lahko zagotavlja in tisto, kar bi se preneslo mogoče na nekoga drugega. Ampak ta del zavarovanja zdaj tako ali tako vsi plačujemo, ta osnovni in dopolnilni. Zdaj je obvezen. Tako, obvezen. Ampak imamo pa kup ponudb, pa ne zavarovalnic, da lahko dobimo še kakšno zavarovanje, še za kakšno stvar, da še kaj preskočimo, prej dobimo. Hkrati pa imamo tudi takega, ki te zavaruje, naprimer za, tako kot ste že prej sami omenili, za kakšno bolezen, dobro, invalidnost in pa smrt, ampak zdaj, ravno sam sem dobil klic moje zavarovalne agentke, ki je rekla, to vam bo pa zdaj poteklo, ker smo to dali ven iz paketa, ne. Pa priznam, sem rekel, v redu, potem bo pa 4 evre manj, pa tega ne bo. Ne? Ja, ta trg se razvija in bom rekel, to je najhitreje rastočih delov zavarovalnega sektorja v Sloveniji, ampak je še zmeraj majhen obseg. Pri čemer bi opozorila še nekaj drugega. Niso samo slovenske zavarovalnice tiste, ki to ponujajo v Sloveniji. Imamo tudi tuje zavarovalnice, ki ponujajo storitve v Švici, v švicarskih bolnicah. Ne? Tako da vsekakor je skrb na mestu, ne? Ampak še enkrat bi poudarila, gre za nek sistem, ki je konkurenčen javnemu sistemu in imamo več sistemov v svetu, ne? Najboljši sistem je, kadar se ta dva sistema dopolnjujeta, ne pa da si konkurirata. Seveda so določeni zavarovalni produkti, kjer v javnem zdravstvenem sistemu tega ne dobiš, recimo drugo mnenje. Slovenci smo že prej ugotavljali tudi na drugih točkah, da smo nezaupljivi do inštitucij in tako smo nezaupljivi včasih tudi do zdravstvenega sistema, čeprav mislim, da je ta zelo visoko, zelo hmalu z gasilci, ne? Pri percepciji, kako jih Slovenci vidimo, ne? Ampak recimo to so stvari, ki jih tudi ponujajo zavarovalnice. Ne? Se pravi, imamo resno zdravstveno težavo, ne zaupamo, prebrali smo na nekem blogu, da mogoče imamo pa kaj drugega. Ne? In to seveda vse je skrb, ki bi ga mogel posameznik upoštevati. Ne? Čisto konkretno,
se splača, naprimer, meni pri 40 letih zavarovati proti proti redkim boleznim oziroma proti, ne vem, raku in tako naprej. Ali je tak znesek, ki ga bomo plačeval? Odvisno, kakšno zavarovanje je to. Ne? Zavarovalnice včasih zavarujejo za primer raka, to pomeni, da je rak tisti nek trigger, ki bo sprožil nekaj, ne? Ampak običajno potem zavarovalnica ne zagotavlja zdravljenja, ampak vam da neko vsoto denarja. Ne? Ali za boljše zdravljenje, ali za alternativna zdravila, ali v končni fazi za šolanje vaših otrok, ali pa kogarkoli že, ker pač nimate več teh prihodkov. Ne? Zdaj, za samo zdravljenje raka, mislim, da javni zdravstveni sistem tukaj pokriva. Ne? Tako da je že spet življenjsko obdobje, ne? Se pravi, tukaj gre za neko, če se mi nekaj zgodi, bom dobil nekaj denarja, ki ga bom potreboval. Ne? In je že spet ocena tukaj. Ni pa tukaj zadnje, treba vedeti, ni tukaj zdravljenje. Ne? Razen določene tuje zavarovalnice, pa to ponujejo v Sloveniji, mi smo jih identificirali, to seveda niso naši člani, ne? Ampak dejansko pač ponujejo, ne vem, produkt, da greš na zdravljenje v Mayo kliniko. Ne, tudi to je, ampak tukaj gre že za tiste, to ne gre za običajno upravljanje svojega premoženja ali pa finančne odgovornosti, gre za tiste, ki si to dejansko lahko privošči, ker ti produkti so zelo dragi. To sem vas samo zato vprašal, ker ko govorimo naprimer o primerih, največkrat naletimo ravno na raka, ta popolnoma spremeni dinamiko družine in seveda potem tudi teh prihodkov. Na prvem mestu. Zato sem seveda vprašal, ali je to ena izmed tistih prvih dodatnih zavarovanj, ki ti pride na pamet, ko razmišljaš o sebi. No? Jaz mislim, da je tukaj zelo individualno treba presojati. Ne? Zelo individualno. Pri teh zavarovanjih si upamo, da se nam ne splačajo. Ne? Upamo, da si ne splačajo. Upamo, da je ta denar vržen stran, če rečemo. No. Ja, tako nekako. Ne. No, in zdaj ravno ta del, ne, spet pri financah in pri osebnem proračunu. Vzemiva 1200 evrov na pametu, kar rečem, da ne bo kakšne pomote, potem pa zdaj pridejo ta zavarovanja. Ne? Avto, naprimer, če ga razdelimo na 12 mesecev, je že okrog 80 do 100 evrov približno. Ne? Zavarovanje, koliko nauč stane, ne vem, zavarovanje nekega stanovanja, naprimer. 300. Na leto, ne? 300, ja. Se pravi, dodajmo še 30 evrov, pa še neko dodatno, ki ga damo vendarle za zdravje, smo že pri 200 evrih, samo da zavarujemo naše življenje, če lahko temu tako rečemo. Ne? So to te številke, o katerih govorimo. Se pravi, to je res zelo čez palec, zelo individualen, vsak pristopa do teh stvari, ampak tukaj smo. 500 evrov za leasing, pa še 500 za prejšnji dopust mini kredit, pa še nismo nič pojedali. Ja, kam to pelja, ne? Ko vi ste finančni svetovalec za to. Unov mini kredit. Ja, in na koncu vedno pogledamo, ničemu se moramo odpovedati in se odpovedujemo morda napačnim stvarem. Ja, luksuzu se nikoli ne bomo. Ne? To je problem, ne? Ker mi imamo recimo tudi day-to-day biznis, ne? Ljudje se pritožujejo nad, koliko je drago kasko zavarovanje, ki dejansko je drago, ne? Ampak pa se pa vprašamo, zelo imamo radi drage avte. Si jih dejansko lahko privoščimo. Ljudje bojo zračunali leasing, bojo pogledali, kakšna je poraba vozila, koliko bom porabil. Lahko si to privoščam, recimo avto stane 25-30 tisoč evrov in potem prije zavarovanje 500 je pa preveč. Tako da jaz mislim, da je tukaj stvar prioritet, ne, tudi včasih tudi živimo tudi zase, včasih to lahko rečem, mačkam predimenzionirano, ampak vse to ima posledice. Ampak že spet prijemo nazaj, ne razumemo temelja, ne razumemo vedno osnovne. To zavarovanje svojega življenja lahko vidimo tudi tako, da zaupamo morda v državo, v kateri živimo. To zdaj res grem tem nazaj k osnovam in ena izmed osnov vsake države je seveda tudi bančni sistem. Ne pustimo zdaj ta leta, ko smo ugotovili, da smo morali pomagati, da je preživel, brez tega bi se sesula celotna država, tu ponavadi tudi pozamemo dodati, ampak vendarle, zdaj je Ministrstvo za finance reklo, zdaj izdajamo to menico, ne, to je pa tudi tako obveznico, ja, in takrat smo tudi vsi rekli, kaj pa zdaj to pomeni, ne? Ampak a je to neka tista najbolj osnovna stvar, ko rečeš, ja, v svojo državo pa zaupam, seveda bi pa tukaj bil zraven. Mislim, po številu ljudi, ki se je odločili za nakup te obveznice, torej prve, zdaj se pogovarjamo o drugi že, ja? Ja, bi lahko zaključili, če zelo banaliziram, da je zaupanje v državo majhno. Dejstvo pa je, da je bila obrestna mera te retail, torej obveznice za male investitorje, višja
kot so jo dobili institucionalni vlagatelji iz sveta. Torej, država šla nasproti in tudi celoten finančni sektor, banke, borzni posredniki in tako naprej, so se prilagodili svojo ponudbo in znižali stroške, ki so sicer verjetno precej visoki in bi marsikoga odvrnili od nakupa. Samo zaupanje v državo, ali pa v državo, v kateri živimo, se po mojem največji meri kaže v tem, kako Slovenec načrtuje svojo pokojnino. Torej, mi smo zdaj prišli ravno nekje v neki tranziciji smo, da se predvidevali, moji starši, pa vaši verjetno, so vsi predvidevali, da bo država poskrbela za njihovo pokojnino. Ko sem jaz začel sebe izobraževati in finančno izobraževati, je že bilo slišati, dajte poskrbeti za sebe. In pri obrestnem računu je vsako leto šteje. Vsako leto je izredno močno v generiranju neke vsote. Zato so te individualni računi zelo pomembni. Imam pa spet eno statistiko, ki je malo taka boleča, če tako rečem. Prepričanje Slovencev, da imajo zelo močno prepričanje, da imajo dovolj denarja za pokojnino, 7% je takih Slovencev. 25% je takih, da so še kar prepričani, če povem po domače, ostali pa ne ali pa čisto nič. In to je zaskrbljujoče. Zato, ker tukaj pa safety neta, torej varnostne mreže, strani, da bo nekdo pomagal in da se lahko igramo ta moralni hazard, tega pa ni. Hvala, da si odprl ravno to zadnji krog temo, to so naše pokojnine. Ja. To je ena stvar, o kateri sem pa res želel govoriti. Ko smo mi vstopali na trg dela, je bilo rečeno, ti že vplačuješ za svojo pokojnino in to je to. Potem smo pa res gledali naše starše in računali, koliko so oni vplačali, kaj ta njihov denar zdaj pomeni, ko pridejo do te točke in smo ugotovili, da to pa ne bo šlo. Kaj torej pa vseeno tukaj narediti, če imamo še čas, da vplačujemo? Kaj bi vi? Ta izpad je treba nadomestiti nekako, po naših zmožnostih. Jasno, naši starši oziroma naši dedki, babice so prejeli mogoče 80% plače, zdaj se prejme okoli 50, mi bomo dobili mogoče 25% tega, kar danes zaslužimo v obliki pokojnine. In ta izpad je treba nekako nadomestiti, ne čakati na državo, ne računati. Ta malha je brez dna, je prazna, to je v defaultu že odkar obstajamo. Je pa res, da imamo mi ta nesrečen sistem, ki ga nekako ne znamo iz tega nekega kvazi hibridnega, socialističnega oziroma prejšnjega, ko smo potegnili železno zaveso gor, smo se vsi strinjali, da zdaj se gremo pa nekaj drugega, se gremo ta kapitalizem, kar pomeni, da moramo kapital drugače naslavljati in sami poskrbeti za določene stvari. In tega še vedno ne počnemo. In zdaj, kaj narediti, kako narediti? Ne vem. Nimam pojma, ker tudi če bi vedel, kaj narediti, vsi vemo, kaj treba narediti. Vsakoga na ulici vprašaš, kaj je treba narediti, varčevati je treba pa smotrno vlagati. Torej, odgovor imamo, praksa pa kaže drugače, tako da ne vem, mislim. Ja, Peter, ravno zdaj sem prebral, pokojnine zagotovo ne bodo pokrivale oskrbnine v domu za starostnike. Ja. Nikoli ne rečemo, morda pogovarjal sem se s kolegi iz Nemčije, ki rečejo, mi pa prodamo hiše, če smo sploh lastniki in ta denar potem namenimo za našo starost. To je v Sloveniji neka tabu tema, bog ne daj, jaz to razumem, ker tudi moji starši so vse svoje prihranke delo in to vložili v hišo. Ampak a je to tudi ta premislek, da se začnemo pogovarjati o tem, kaj torej narediti, da ko bomo končali in boš potreboval dobrih 1200 evrov, da boš v domu oskrbljen, zdaj je 1000, ampak zagotovo bo čez 10 1200, če si še dober, če si zdrav. Ja. Kakšen premislek bi morali kot družba narediti? Tako da postavim vprašanje. Dejstvo, to izhodišče je vrhunsko. V smislu tega, zakaj je Slovenec tako vezan, v avtih ste veliko povedali, zakaj je tako vezan tudi na lastno nepremičnino, zakaj je nujno potrebno, da nekdo svojim zanamcem pusti določeno dediščino. In to v tujini dejansko obstajajo tudi v kombinaciji z nekimi zavarovalniškimi produkti, da dejansko lahko prodaš, ko potrebuješ svojo nepremičnino, si potem najemnik noter ali si pa pač greš nekam drugam z tem premoženjem. Težava zgolj pri načrtovanju in tega, kaj je zadostna količina denarja, ko se upokojiš,
in tudi kdaj prodati in po kakšni ceni, je, mislim, težava. Ni težava, sladke skrbi so, torej je ta life expectancy, torej koliko let boš doživel. Torej, če pričakuješ, da boš živel 20 let po upokojitvi, je računica drugačna, kot če boš živel 30 ali še več. In povezano s tem, starejši ko si, je potrebno računati tudi na določene finančne izdatke za zdravstvo, ki so ponovno lahko precej veliki. Tako da to načrtovanje ga je treba vzeti z tresočo roko in zelo konzervativno. Torej, računati na to, da bo nekdo tretji prišel pa nam pomagal, in nekaj najhujšega, najbolj groznega je, da si v zadnjem starostnem obdobju in živiš pod pragom revščine. Se pravi, danes se usesti, če bodo poslušali ta podcast in narediti neki izračun, pa reči, ok, načeloma je življenjska doba, kot si rekel, dobrih 20 let, zdaj že ne, po upokojitvi, in da izračunaš, kaj in koliko boš takrat imel, ne? Da imaš vsaj danes neko pogled, kaj se ti bo zgodilo. Ja, mislim, če se tukaj še časovna komponenta denarja vključi, so te izračuni lahko malo bolj kompleksni, ampak to, kar sem prej želel povedati, je, da Slovenci smo v bistvu po angleško smo zelo penny wise, pound stupid. Torej, pri centih smo zelo pametni, vemo, katera trgovina ima najcenejši jogurt za centek gor dol. Ko se pa pogovarjamo o ključnih življenjskih odločitvah, finančnem načrtovanju, to pa v bistvu se malo se tako zatiskamo oči. Jaz bi tukaj mogoče, če je odprto vprašanje pokojnin, še nekaj dodala, kar mi opažamo, mi smo združene zavarovalnic in pokojninskih družb, ampak v tujini se recimo sindikati najprej pogajajo o penzijskih schemah. Pri nas gre pa to zelo tako, koliko bom dobil danes, ne. In mi smo to že parkrat probali sindikate opozoriti, zaradi tega, ker pač v končni fazi tudi podjetja so odgovorna za dobrobit svojih zaposlenih. Moram sicer priznati, da veliko podjetij se odloča za to neko kolektivno obliko dodatnega pokojninskega zavarovanja, pri čemer so te zneski mesečnih vplačil še zmeraj precej nizki, se pravi, preskok iz aktivnega v pasivno obdobje bo vedno trši, tako kot je bilo prej rečeno, naši starši so dobili 80%, z minus 20 že lahko živiš, ker ti ni več treba kupiti oblek in čevljev za v službo, ampak minus 60 je pa že problem, in mi tukaj se trudimo nekako povečati to zavest tudi na strani sindikatov, da bi vstopili v te neke pogajalske procese, koliko pa jaz zdaj dobim pri tem delodajalcu za penzijo, in tudi si delodajalci se pritožujejo, ne dobijo ljudi, ampak ni vse sam plača, ampak smo pol že spet na finančnem izobraževanju, Treba je razmišljati ne od danes, ne od tem avtu, ko ga imam danes, ampak kaj bom vozil, ko imel 60 let in bom imel posebne potrebe, o načrtovanju, in pol bomo na koncu spet prišli, da se je treba o tem učiti v šoli. Ja. To ni unikum za Slovence, se pravi, ljudje kot živalska vrsta imamo edini sposobnost nekje, da svoje misli uperimo v prihodnost, se pravi, riba tega ne počne, lev tudi ne. Mi pa si to prihodnost znamo predstavljati in vedno, to je v naši naravi, si jo predstavljamo boljšo in lepšo, kot je današnji čas, se pravi sedanjost. Se pravi, v prihodnje bomo lepši, bogatejši, pametnejši in tako naprej. In to je ta problem, to je srč problema. Se pravi, zato jemljemo kredite, da si lahko danes nekaj privoščimo, avto, hišo, kakorkoli. In s tem ni nič narobe, zakaj ne moreš čakati 30 let, da boš pod streho, jasno. Ampak na drugi strani smo pa goli in bosi, ko je treba načrtovati pa starost oziroma tisto, kar je Peter izpostavil, brez prihodkov nekih pravih, pa z blaznimi stroški, se pravi, bo treba, več denarja nameniti za oskrbo, zdravstvo in tako naprej. Naš fiksen strošek, naša amortizacija bo šla proti nič, se pravi, stopna amortizacije našega telesa nam bo narekovala nek blazen strošek. To si na stroju znamo predstavljati, pa na avtomobilu, ki je čez 15 let vreden samo še 20% vrednosti novega, pri sebi je pa ravno tako, in je treba danes začeti to planirati vnaprej. Se pravi, prihodnost naša ne bo lepša, ne bomo lepši, pa pametnejši, pa boljši, pa mlajši, ampak bo šlo asimptotično proti nič.
Ampak v družbi, v kateri živimo, naprimer, imajo mladi danes največjo težavo dobiti najprej kredit na banki in potem najti stanovanje za ta kredit, ki so ga dobili. Sej ne, da je dovolj stanovanj, ampak tudi cene so takšne, da rečeš, da 30 let kredita pomeni do 60. leta. Po 60. letu pa neham delati, ker sem ravno odplačal kredit, me čaka pa ta kruta realnost. Ja. Se to zdaj ni vprašanje, ampak to je dejstvo. Kaj takemu poslušalcu in poslušalki reči, naprimer, ne? Ja, dobro, da imamo babice in starše, a ne, da poštukajo, ne. Vse drugačne priješ do stanovanja, ne, danes, ko si mlad. Hvala Bogu, da naše šolstvo še zmeraj tako vzdržno, cenovno, recimo, da nisi 30 let zadolžen za to, ker si eno fakulteto spravil, ne, tako kot v Ameriki, recimo, ne. Tako da živimo še vedno v balončku, kar se vsega tega tiče, a ne. Ja. No, predvsem ste mi vsi trije dali misliti, da premalo razmišljam o tem. Ne? Verjetno še kdo, ki je zdaj tukaj bil z nami, ampak res vse to, kar poveste, je nekaj, kar bi morali premisliti za, ne vem, leto 10 ali pa 20 naprej, sam pa res premišljujemo poletjo, kam bom šel na dopust. Ne? In to je tisto, ne, kar nas drži, ne glede na te številke, da smo dobro finančno izobraženi. Ja, hvala lepa vsem trem, da smo lahko odprli vse te teme in da ste mi pomagali nasloviti vse tista razmišljanja, ki jih sam premalokrat pravzaprav sprožim doma ali pa tudi pri prijateljih. Ne, mi bolj jamramo, to je res. Ne. Pa se smo Slovenci. Ja, ne, ampak ko pa zračunamo, pa tudi rečemo, ja, sej nimam, kaj bom pa še dal za zavarovanje, za banko, za investicijo. Ampak ja. Ne. Pri 1 evru se začne, ne pri 10 000. Pri 1 evru se začne planirati. Ne. Ja. Pa jih imamo 30 milijard na koncu. Tako je. Hvala lepa vsem trem. Z veseljem kakšno tako debato ponovimo tudi čez leto, tudi s podjetniki, tudi z mladimi, tudi z ljudmi, ki premalokrat razmišljajo, da lahko strese Ljubljano, pa ne samo Ljubljano, ne, pa da v resnici pride poplavni val, pa še takrat gledamo naše zavarovalne police. Tudi sam sem bil takrat med njimi, ne, ko sem šel pogledat, kaj imam zavarovano in ne. Tako da hvala za obisk, vam pa hvala lepa in verjamem, da boste po tem podcastu šli čez svoje osebne finance, napisali na list nekaj resničnih podatkov od danes in pogledali morda za leto 10 ali pa 20 naprej in da vam je tole koristilo, meni zagotovo je. Hvala lepa, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.